Državni zbor je z potrebno ustavno večino maja leta 2013 sprejel zlato fiskalno pravilo oziroma ga je vključil v ustavo. Od takrat naprej v slovenski ustavi piše, da morajo biti prihodki v proračunu oziroma javnofinančni izdatki in prihodki državnih blagajn uravnoteženi ali v presežku. Kot leto, ko se ta ustavna določba prvič uveljavi, je v ustavo zapisano leto 2015. Se pravi, to leto bo nastopilo približno čez en mesec dni. Noben izvedbeni zakon ne more spremeniti tega, kar piše v sami ustavi. Torej se je vlada s temi predlogi, da bi se leto zamaknilo na leto 2016 ali še kasneje, pravzaprav izognila temu, kar bi moralo storiti. Tako da Slovenska demokratska stranka ne bo podprla nobenega zakona, ki bo v nasprotju z ustavo, ki je tukaj popolnoma jasno. Kako komentirate dogovor s sindikati? Danes smo slišali, da je varčevanje na en način ni več potrebno, saj je Slovenija doživlja gospodarsko rast in da zdaj čaka samo še delo gospodarskega ministra. Torej, z vidika tega, kar smo prej govorili, se pravi z vidika obveznosti vlade, da že za naslednje leto predlaga uravnotežen proračun, je ta dogovor pravzaprav nepomemben. Tudi je šel v napačno smer, nadaljnje zniževanje plač v javnem sektorju, lahko kvečem poveča demotivacijo, zmanjšanje motivacije in dobrega dela v javnem sektorju in to seveda ni pravo pot. Tukaj smo limite dosegli že pred parimi leti. Prava pot je očiščenje javnega sektorja. Tiste, ki dobro delajo, treba boljše nagraditi, tiste, ki samo hodijo v službo, pa se jim je treba zahvaliti za takšno delo oziroma za nedelo. In leta 2012 smo pripravili načrt, kako naj bi se to zgodilo. Narejene so bile analize po vseh sektorjih državne uprave. Ko bi se moralo to v letu 2014 začeti izvajati, so našo vlado vrgli. Ampak ocene, ki so bile takrat narejene, so še več ali manj vedno relevantne in jih lahko uporabi tudi ta vlada. To, kar pa je bilo že v izhodiščih predlagano, da se zaustavijo napredovanja, eventualno znižajo plače vsem linearno, ne glede na to, ali delo je dobro ali ne, ne glede na to, ali so te plače v redu ali niso v redu. To je korak v napačno smer. Naslednji koraki ne bomo išli iz krize. In tudi, če bi prvotni dogovor podpisan, to ne bi strateško nič rešilo našega položaja. Mogoče bi delno za naslednje leto vladi olajšalo opozicijo, ko bo pripravila posamične proračunske postavke. Torej, vlada se mora lotiti priprave proračuna oziroma načrtovanja prihodkov in odhodkov za naslednje leto na podlagi tega, kar smo maja leta 2014 zapisali v ustavo. Se boste z ministrom Ramovem danes že sestali? Ta sestanek je predviden za jutri, vendar pa pričakujemo, da bo gospod Mramor do tega sestanka prebral to, kar piše v ustavi.